Hvaležno pozdravljeni. Prizadene od 15 do 17% ljudi. Številka je izjemno visoka. 300 milijonov in več, kajti število se vsako leto povečuje. Govorimo o diagnozi astma. Zdravila ni, simptome pa so edino, kar se pravzaprav zdravi. Pa je temu res tako? V moji družbi je namreč Aljaž, ki je trenutno star 9 let, ko pa je bil star 5 let, je prijel diagnozo astma. No, ta diagnoza je danes že stvar preteklosti. Spoznali bomo tole zgodbo o pozdravljeni diagnozi s pomočjo bioresonance. Gremo tja? Grejo, 5. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan. Nad vse se veselim tega pogovora, predvsem zaradi tega, ker sem šla z zdravnikom, sem tudi jaz morala zaupati vse bolezni, ki so se kdaj zgodile v moji družini, in astma je ena izmed teh. Kako in na kakšen način se torej pravzaprav lotite astme, kadar gre za bioresonanco? Kako je pri vas v bioresonanci izvir? Kot vemo, gre pri astmi za moten pretok zraka v pljuča in iz njih, predvsem je moten sam izdih, zaradi vnetja dihalnih poti oziroma bronhijev, ki se zožijo. Zdaj mi pri prvem obisku pacienta v bioresonanci naredimo vedno nekoliko bolj obširen test, ne samo pri astmi in drugih respiratornih težavah, tudi pri vseh drugih obolenjih, kjer ugotavljamo vzroke za težave. Vedno pogledamo vse izločevalne organe, se pravi ledvica, jetra, pljuča, limfo, izločanje toksinov, tudi tanko, debelo črevesje. Osredotočimo se tudi na morebitne vplive sevanja, pogledamo tudi samo hormonsko stanje, med drugim tudi žleze ščitnico, hipofizo. O ščitnici bomo govorili tudi v eni od naslednjih oddaj. Poleg tega se osredotočimo tudi na samo kandido oziroma neravnovesje same kandide. Poleg kandide preverimo tudi vse ostale alergene. Mogoče bi pri respiratornih težavah omenila tudi same glivice plesni, ki so zelo agresivne in imajo veliko vpliv na dihala. Pa še mogoče omenila bi tudi same akupunkturne točke oziroma prehodnost meridianov. Predvsem se same akupunkturne točke terapiramo v primeru bolečinskih motenj, pri samih bolečinah hrbtenice oziroma pri samih migrenah. Tam se izvaja tudi elektroakupunktura, ampak je več o tem tudi v eni od naslednjih oddaj. Kar se tiče pa same astme, zdaj bistveni vzroki, ki jih ugotavljamo pri astmi, so predvsem alergije. To je alergija na hišni prah, alergija na pelodje, tudi različne vrste alergij na hrano. Predvsem je potrebno podporo dajati bronhijem, dihalnemu volumnu. Poleg tega terapiramo tudi samo kandido, predvsem pa imajo tudi vpliv na astmo same bakterije oziroma virusi. Včasih je potrebno delati tudi meridian pljuč sam, ki je prekinjen. Zdaj pri Aljažu načeloma smo ugotovili alergijo na hišni prah, mislim, da je bila ugotovljena, in alergijo na same plesni, prav tako. Tina, neprijetna situacija, mlada mamica, pa takšne težave. Kako to, da ste se odločili za bioresonanco? Človek, ko ti zboli otrok, poskusi marsikaj. Tako da, če vidiš, da samo zdravljenje nudi samo, da lahko otroku pomaga samo z raznimi pršili, kar veš, da za otroka tako, da lahko samo simptome rešuješ, veš, da to za otroka ni najbolje in iščeš rešitve, ki otroku prinašajo boljše počutje in da se boljše počuti. Kaj so vam rekli pri zdravniku? Da to je pač to in da to tako bo? Tako, astma je zdaj njegova diagnoza in bo ostalo to celo življenje. S tem bomo morali se naučiti, oziroma smo se naučili s tem živeti, tako da lajšamo mu simptome. In s tem, ko smo obiskali bioresonanco, je viden napredek pri našem fantu. Krasno. A ste imeli mogoče kakšen občutek v tem smislu, bioresonanca, kaj je zdaj to, ali je to zdaj alternativna, ali je to komplementarna medicina, ali je to nekaj, kako ste gledali, kakšen odnos ste imeli do bioresonance prej, pa recimo zdaj, ko vidite, da dejansko dobrodejno deluje za vašega sina?
Meni nikoli niso bila alternativna zdravljenja nekakšen bavbav. Rada sem se s temi alternativnimi zdravljenji spogledovala in iskala rešitve za svojega otroka. Tako da mi ni bilo težko se odločiti, da se otrok zdravi na bioresonanci, ker sem vedela, da napredek bo. Verjela sem v to. Aljaž, koliko je pa kaj te? Mislim, ko imaš terapije pa to, ali kaj Boljš kot prej je bilo. Prej sem več kašljal, zdaj se je zelo miril. Moram reči, da je zelo boljš, kot je bilo prej. Ampak, ko imaš same terapije, kako to zgleda, ko ti prideš tja? Kaj ti pa delajo? Držim eno stvar, elektrono. Eno elektrono imam na hrbtu, eno včasih tudi na pljučih. In pol z palčko mim ene elektrone še delajo in ugotavljajo, če sem alergičen na kaj ali pa. In to je to? A ti kaj boli? Ne. Noč. Pa hitro mine. Ja. Odlično. Mogoče nekaj besed o sami bioresonančni metodi, tašno, ki jo torej prakticirate in izvajate, ne samo pri astmi, ampak smo že slišali pri mnogih tudi ostalih diagnozih v bioresonanci izvir. Bioresonanca je metoda, ki poteka na podlagi elektromagnetnih frekvenčnih valovanj. Aparat, s katerim je povezan, kot je že rekel Aljaž, pacient preko elektrod, potegne iz telesa patološka nihanja, se pravi nihanja, ki odstopajo od normale, jih obdela, nato v telo pošilja pravilna nihanja oziroma signale. In signali, ki jih pacient tokom terapij prejema, začne telo samo s časoma ustvarjati ravnovesje. Zdaj, včasih je teh terapij nekoliko več, včasih manj, mi zelo neradi prognoziramo, ker dejansko sami niti ne vemo, kako se bo pacient odzval. Pa se to je že Pavček rekel, vsak človek je za svet, ne? Ko pa veš? Načeloma imamo pa lepe rezultate, no, in skoraj da nimamo primerov, da ne bi imeli nobenega rezultata. Res pa je, da včasih je rezultat 100%, ne pa vedno. Včasih so rezultati 50%, včasih 70%. Se pravi, kot sem pa že rekla, pa skoraj nimamo primerov, da pa ne bi imeli nobenega rezultata. Človeški faktor je še vedno v igri, ne? Še vedno. Tina, kdaj ste vi začeli opaziti tiste prve spremembe na bolje? Po bioresonanci. Kar kmalu, po recimo 2-3 terapijah se je že poznalo, mogoče Aljaž pozabil prej povedati, da je bil prej dosti zasluzen. In po vseh teh terapijah se je ta zasluzenost nekako se je začela čistiti iz telesa in tudi lažje je dihal, lepše spi, ne smrči, spi zaprtimi usti, tako da kmalu po res kot 2-3 terapije so bile izvedene pri njem in so se že poznale spremembe. Ja, Aljaž je zelo hitro reagiral na terapije. Zelo hitro, tako da že mislim, da je bilo pri njemu res po prvih 2-3 terapijah se je že občutno opazila sprememba, kar pa ni vedno pravilo. Kar mi je všeč pri bioresonanci je to, da torej se ne ukvarjate toliko s simptomi, ampak z vzrokom. Kakšni pa so vzroki pri teh dihalnih obolenjih? Načeloma pri dihalnih obolenjih so vzroki zelo podobni, ne samo pri astmi, tudi pri bronhitisih, laringitisih, rinitisih, pljučnicah, tudi pri anginah. Opažamo, da so najbolj pogosti vzroki v samih alergijah, v bakterijah in virusih, tudi v samih gljivicah plesni. Poleg tega pa je potrebno, če je potrebno, narediti aktivacijo kisika v celicah, dvigovati je potrebno tudi imunski sistem, vzpostaviti prekinjenost akupunkturnih točk, če je seveda ta prisotna. Poleg tega pa uravnavati tudi hormonsko stanje oziroma živčevje, če je to potrebno, ker včasih je treba verjeti, da pri astmi ima velik vpliv tudi stres, ki jo bodisi povzroča, bodisi pa poslabša. Aljaž, imaš fejst stresa v šoli? Ne. Ni panike, ne? Ne. Odlično. Se pravi, stres je tudi eden izmed tistih faktorjev, pa vse na vse zadnje, to je ena taka največja bolezen 21. stoletja. Mislim, da smo mi vsi 4 bolniki, ne? Vsej mal. Ampak pri sami bioresonančni metodi torej najprej ugotavljate, katere so tiste alergije in imate tukaj tak celosten pristop. Mi imamo celosten pristop, ker niso vedno alergije tiste, ki povzročajo samo astmo. V veliki večini primerov ja, ne pa vedno. Včasih so samo virusi tisti, ki jo povzročijo, včasih samo bakterije, včasih pa tudi le prekinjenost akupunkturnih točk, ki jih je potrebno vzpostaviti. Tudi velik vpliv na astmo, bom rekla, imajo tudi gljivice plesni, kot sem že prej omenila. Kje pa to fašemo?
V okolju jih imamo. Te glivic plesni je več, lahko se nahajajo v nekaterim zelo škodi glivica plesni, ki se imenuje aspergillus, ki se pojavlja v zemljah rož. In takrat v primeru, ko ima nekdo dihalne težave in ugotovimo prisotnost oziroma da je nekdo reagira na to glivico, tudi svetujemo, da se v času terapij rože iz stanovanja odstrani. Ampak Tina, jaz si sploh ne predstavljam, kakšen je občutek, imaš mehkega otroka, pa ima težave z dihali, verjetno pomisliš na to, a ne pucam dost, a je preveč praha. Mislim, kot mama se verjetno malo obsojaš, ne? Sigurno. Mi dva s partnerja sva umaknila iz hiše tako tepihe kot zavese, ker so govorili, da se tam nahaja ogromno prahu, da njemu to škodi, tako da smo res razmišljali, tako kot ste omenili, ne? Tako da res razmišljaš o tem, kaj narediš narobe, kaj delaš narobe, da ima otrok to bolezen, ne? To diagnozo. Tako da, ja. Zanimivo. Kakšno je bilo začetno stanje, recimo Aljaža, ko je prišel, pa recimo, kje smo že zdaj, kje ste že zdaj s terapijem, koliko časa že poteka to vse skupaj? Načeloma mi tiste bistvene vzroke pri Aljažu smo že odpravili. Zdaj, on vsake toliko časa pride na kontrolo, ker v začetku samega zdravljenja se terapije izvajajo enkrat tedensko, kasneje pa enkrat mesečno, dokler je to potrebno. In zdaj prvi sklop terapije Aljaž že je dal skozi, zdaj mu ostanejo tiste kontrole na vsake toliko časa, vendar za enkrat je Aljaž, moramo potrkati. Trkamo? V redu. Zaenkrat je v redu, nima nobenih simptomov več, nobenega kašla, sopenja, ni zadihanosti, tako da zaenkrat vse štima. Odlično, zdaj boš pa lahko fuzbaler, ne? Si se odločil? Ker potrebno je mogoče tudi omeniti, da ni vedno ta rezultat trajen. To ne pomeni, da on nikoli več ne bo mogel imeti teh težav. Te težave so v prihodnosti lahko pojavijo, upajmo, da ne, ampak mi moramo vedeti, da z življenjem se mi nabiramo obremenitve. In ko je pač sodček poln, lahko tam, ki je najšibkejši člen v organizmu, ponovno izbruhne ven. Vendar načeloma imamo izkušnje take, da nikoli več ne v taki obliki, kot je bila prvotna, če sploh izbruhne. Včasih teh izbruhov niti ni, ampak včasih boš lahko še kaj kašljal, ni nujno, da pač nikoli več ne bo imel težav, ampak v taki meri pa nikoli več načeloma. Pravijo, da je astma precej dedno pogojena. Kako pri bioresonanci gledate? Kakšen vidik oziroma kakšen pogled imate na to? Ja, ugotavljamo tudi, da so dedne obremenitve, ki jih z bioresonanco seveda tudi pogledamo. Če gre za dedne obremenitve, ni tudi tako. A to lahko pogledate? Pogledamo tako in tudi terapiramo. Se pravi, te patološke signale, ki so dedno pogojeni, odstranjujemo. Včasih je to tako, da naprimer prehaja, da so imeli starši mogoče ne astmo, ampak kakšne druge težave, naprimer tudi s kožo, kakšne druge vrste alergij, pa se potem pri otroku pojavi astma. Ali pač obratno, da je nekdo od staršev imel astmo, je otrok dobil bodisi astmo, bodisi mogoče atopični neurodermatitis. Vse je povezano na koncu koncev. Povezuje se, ne vedno, ampak so pa tudi dedne obremenitve, niso pa vedno. Kdaj so se pri Aljažu začele pojavljati težave? Pri 5 letih je prejel diagnozo, ampak verjetno že prej. Do 5. leta tako otrok ne prejme diagnoze, ker ne morejo opraviti testov pri njem, pri takšnem majhnem otroku, tako da on je imel težave nekje po 2. letu, se je začelo pri njem to, da je težko dihal, močna zaslozenost, kašelj, odreagiral je ponavadi na prehodna obdobja, pomlad, jesen, tako da nekje po 2. letu so se pojavile težave. Ta zasluzenost in pa mlečni izdelki, opažate kakšno povezavo? To se nekaj prebrali? Včasih je tudi povezava, če ima mleko drugačno elektromagnetno valovno dolžino, kot imajo celice pacienta, za katerega gre oziroma katerega terapiramo. To mi v začetku, ko pride pacient na diagnostiko, tudi preverimo. Zdaj konkretno pri Aljažu te povezave ni bilo. On na mleko ni odreagiral, se pa tudi pojavljajo te povezave, tako ne pa vedno. Se pravi, spet smo pri tem, da ni ene stvari, da bi jo lahko rekli za vse, ampak za vsakega posameznika. Kar je za nekoga dobro, lahko drugemu škodi. Res je. Torej, ni nujno, da je tako. Katere so še tiste dihalne težave, s katerimi se mogoče ljudje kar malo sprijaznejo, pa ne bi bilo treba? Včasih so kakšni ponavljajoči se bronhitisi, ponavljajoči se laringitisi, tudi rinitisi, gnojne angine, ki se znajo, ponavadi so ponavljajoče,
ki se tudi ponavljajo, pa tudi pljučnice. Včasih, tako bom rekla, včasih so pa dihalne težave, ki niti niso povezane s samimi alergijami, ampak so lahko povezane s samim hormonskim stanjem oziroma samim srcem. Tukaj so vzroki pri dihalnih težavah na splošno so različni. Verjetno pa ljudje na bioresonanco gredo samo pogledati, samo preveriti, kaj je tisto, na kaj dobro reagirajo, na kar slabo reagirajo. To se mi zdi, da je bilo dobro za vsakega, verjetno, ne? Ja, mi imamo zelo različne paciente. Nekateri pridejo preventivno, dejansko na tak mal bolj površinski test, spet drugi zato, ker imajo vrsto težav, katerih ponavadi smo mi, tudi je bioresonanca velikokrat zadnja postaja. Ko vse drugo odpove, se potem nekdo odloči za bioresonanco. Tako da je pa teh težav je veliko. In včasih nekdo, se pravim, želi samo površinski test, spet drugič pa se osredotočimo na določen segment. Se pravi, bodisi so to alergije, astme, bodisi težave z želodcem, glavoboli, migrene. A pri bioresonanci kdaj dobiš kakšne tablete ali pa pumpice ali pa kaj takega? Ne, mi kar dajemo pri bioresonanci, v bistvu dajemo magnetke, to dajemo, ki jih naložimo v aparat in na magnetek se naloži vse te frekvence, ki jih pacient prejme preko terapije, so naložene na samem magnetu, ki ga pacient na to prilepimo ga na različne dele telesa, zavisi za kakšno težavo gre. In sistem nekoliko podaljša terapevtski signal doma. Poleg magneta dajemo pa tudi kapljice, tukaj gre pa za fiziološko raztopino, ki jo prav tako damo v aparat, na njo se prav tako isti učinek ima kot magnetek, se naložijo same frekvence in jo nato pacient doma pije. Pa smo znova pri temu, vse je frekvenca in vse je zvok. Tako. Krasno. Najlepša hvala za to čudovito zgodbo, ki ste jo zaupali. Aljaž, kaj štikaš vele? Računalničar. Dej, no. Nekaj drugega se spomnim. Druga ni. Kaj pa, če bi bil gasilec? Brez veze. Računalničar je že čist preveč. Ni. Ni? Nam bo prišel aparat popravljati, če bo treba. No vidiš, evo pa imamo povezavo, tudi to je v redu. Ok, super. Mogoče še taka zadnja zaključna misel iz, mogoče pogled na svet iz oči nekoga, ki izvaja in prakticira bioresonanco že toliko časa, kot seveda tudi vi prakticirate. Jaz bom tako rekla, vedno v življenju so težave, ki jih je treba rešiti. Vedno v življenju se srečujemo z boleznimi takimi in drugačnimi in če je le možno, če se jih da na bioresonanci, radi pomagamo in imamo lepe rezultate. Tako da, če želite oziroma če rabite pomoč, če je v našem, se pravi, bom rekla, v naši moči, da vam pomagamo, nas obiščete. Super. Najlepša hvala za vse te lepe besede. Hvala enako tudi vam. Spoštovani gledalci in gledalke, upam, da ste uživali tudi v tem klepetu. Ne pozabite, na naši spletni strani www.klepet.kavi.si lahko prav tako najdete minule posnetke, če vas je tale trenutek začela še bolj zanimati bioresonanca, si lahko na YouTube kanalu pogledate tudi minule oddaje, ko smo govorili o bioresonanci in še o drugih težavah. Tako da veste, da imate tudi tam eno tako zakladnico znanja. Sicer pa obstaja tudi telefonska številka, naša telefonska številka, ki vam je na dosegu in vam je torej zelo, zelo dosegljiva. To je telefonska številka 02 6200 in 230. Tako da lahko tudi vprašate za kakršnokoli informacijo. Skratka, vse to in še več. Vidimo se tudi jutri, ne pozabite, naj vam bo svet lep. Pozdravljeni. Super!